Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva. Dober dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V studiu prav lepo pozdravljam, preden odide v Evropo na novo službeno poklicno pot, profesorja dr. Borita Kovačiča. Dobrodošli. Hvala lepa, dober dan. Ker Evropa vas bo vzela, tako v navednicah. Nikakor. Me je povabila, ampak delujem doma. S srcem doma in tudi svojim delom, ampak še dodatne naloge, torej pa iz Evrope. Ja, pravzaprav kariero sem začel doma, v svojem kraju. Po študiju na biologiji, na biotehniški fakulteti sem dobil priložnost delati v takrat splošni bolnišnici Maribor, danes Univerzitetnem kliničnem centru, in tam sem ostal. Je pa res, da sem imel to srečo, da sem bil vključen v raziskovalno delo in naš oddelek je bil vpet v mednarodno dejavnost, tako da so nas nekako kolegi v tujini prepoznali, tako da to sodelovanje teče že z mojimi predhodniki, nadaljujem nekako tradicijo mojih predhodnikov. Sem pa dobil povabilo dejansko zdaj delovati zelo aktivno tudi v Evropskem združenju za humano reprodukcijo in embriologijo, kjer delam že zadnjih od leta 2008-2010, takrat sem dobil prve naloge in to delovanje se pač nadaljuje. Dr. Borit Kovačič, ste vodja Mariborskega laboratorija za reproduktivno biologijo, zdaj izvoljeni pa, kot pravite, za predsednika Evropskega združenja za humano reprodukcijo in embriologijo. Ste gineolog ali embriolog? Vem, da se je ta razvoj pri vas dopolnjeval, zato to vprašanje. Ja, po izobrazbi sem univerzitetni diplomiran biolog. Glede na področje, s katerim se ukvarjam, imam naziv klinični embriolog, oziroma pri nas uporabljamo medicinski embriolog. Ta naziv do letošnjega leta, do lanskega leta pravno formalno ni bil priznan, smo pa uspeli v slovenskem prostoru s pomočjo Ministrstva za zdravje tudi ta poklic umestiti med poklice, tako da danes smo z odločbo Ministrstva za zdravje imenovani kot medicinski embriologi. Tako da počutim se kot embriolog, navsezadnje delam z človeškimi zarodki. Je morda nekako drugače kot embriologi, ki jih poznamo v zgodovini iz področja medicine. Ponovadi je histologija in embriologija bilo skupno področje, vendar mi delamo z živimi zarodki, tako da smatramo, da predstavljamo reproduktivno embriologijo, ki je ena od podvej reproduktivne medicine, v kateri delujejo pa naši ginekologi. Sicer je pa interdisciplinarno področje, potrebujemo še seveda androloge, tiste, ki se ukvarjajo z moško neplodnostjo, psihologe, genetike, tako da nas je več, ki skupaj tvorimo eno celoto za zdravljenje neplodnosti. Lahko govorimo, da gre za razmeroma mlado, novo vejo medicine? Kdaj so se začele resnejše raziskave, da ste tudi dobili oprijemljivejše rezultate? V medicini vse, kar je manj kot 100 let, je mlado. Zdaj naše ožje področje oploditev z biomedicinsko pomočjo je nekje, vsaj v slovenskem prostoru, 40 let, nekaj več kot 40 let. Če pa gledamo literaturo, začetki raziskav segajo pa daleč nazaj, tako da pravzaprav spolne celice, zgodnji človeški zarodki, poskusi prenosa spolnih celic in zarodkov v laboratorijske pogoje segajo precej nazaj, sicer so seveda eksperimenti bili delani na živalskih modelih, tako da kar precej tega znanja izhaja tudi iz veterinarske medicine. Maribor, prav vaš laboratorij se je uvrstil na pomemben ne samo evropski, ampak svetovni zemljevid. Pravzaprav bi lahko rekel, da je Slovenija ima kar pomembno vlogo in nekako tudi
častno vlogo v evropskem prostoru. Zelo natančno sledimo smernicam, ki jih Evropsko združenje podaja, in te smernice poskušamo implementirati v klinično prakso. Radi imajo takšne centre, ki temu sledijo, in seveda moramo pa tudi informirati nazaj Evropsko združenje, da so njihova prizadevanja padla na plodna tla. In tako je Slovenija kot majhen prostor, imamo 4 centre za zdravljenje neplodnosti z oploditvijo z biomedicinsko pomočjo. Po tej plati smo nekako zanimivi, ker bi rekli, v 4 centrih lažje spravimo nekaj v realno prakso, kot je to v državah, ki imajo več kot 300 takšnih centrov, kot je Italija, Nemčija, recimo. 300, mi pa 4. Mi pa 4, ja. Koliko ljudi potrka na vaša vrata? Kako velik problem je to v Sloveniji in še vedno spregovorjen tako, da smo zaprtimi vrati skozi pokrita usta, govorimo o tem? Ja, danes to ni več takšna tabu tema, kot je bila v preteklosti. Morda je poznavanje tega problema tudi s pomočjo medijev prišlo med ljudske množice, tako da ljudje vedo, da so te možnosti zdravljenja na voljo. Takrat nekje pred 35 leti, ko je začetek moje kariere, takrat smo v Mariboru tudi začeli rutinsko izvajati ta postopek, je bila povprečna starost žensk nekje okoli 30 let, danes smo 32 let, danes smo prišli na preko 36 let. S tem pomikanjem želje po starševstvu v kasnejše reproduktivno obdobje, predvsem ženske, pomeni tudi večji delež parov, ki išče pomoč. Nekje pravimo, da okoli 10% parov potrebuje pomoč, zdaj pri mlajših parih je to vsak 12. par, pri parih pri 40 letih in več pa je to vsak 4. par. Tako da številka, s tem, ko zamikamo željo po starševstvu v kasnejše obdobje, je tudi večji pritisk na naš zdravstveni sistem. Ko se pogovarjamo o razvoju, o novih pridobitvah, novem vedenju, se včasih vprašamo, kako sledi družba. In včasih razvoj prehiteva, da sproti niti ne zmoremo doreči, kaj je prav, kaj ne, kako se bomo česa postopali, lotevali. Veste, kaj sprašujem, kaj ne, kako je na tem področju? Absolutno. V današnjem času lahko opazimo zelo velik napredek tehnologij, tudi računalniških tehnologij, umetna inteligenca posega tudi na področju medicine. To je nekaj, kar je tudi nam strokovnjakom še pravzaprav zelo tuje. Moram pa reči, da je vse, kar se tiče našega področja medicine, kar precej varovalk, tako da prepogumne pristope nekako uspemo držati pod nadzorom. V naši državi, načeloma bi to naj veljalo za večino evropskih držav, ampak Slovenija ima kar dobro zakonodajo na tem področju, dobro organiziran sistem zdravljenja, imamo Državno komisijo za oploditev z biomedicinsko pomočjo, v kateri sedijo strokovnjaki iz našega področja, pravni strokovnjaki, tudi predstavniki pacientov, predstavniki medicinske komisije za etična vprašanja, tako da večino vprašanj, kar se tiče razvoja, implementacije ali pa kakšnega raziskovalnega dela, mora iti najprej preko te komisije. Včasih v preteklosti morda temu ni bilo tako, ker je bila to dejansko mlada veja, ampak danes morajo biti vse raziskave zelo odgovorno zastavljene, priglašene na teh inštitucijah in po presoji, ki jo dobimo, potem se lahko odločimo za implementacijo določenih novosti. Je pa res, da novosti so vedno dobrodošle, ne? Brez novosti ne bi bilo napredka. Zdaj,
Pri nas, če gledamo sama uspešnost zdravljenja v enem poskusu oploditve z biomedicinsko pomočjo, je daleč pod 50%. Tudi pri mlajših parih dosegamo nekje okoli 30%, pri ženskah okoli 40 let manj kot 8%. V tem pogledu bi rekli, da smo pravzaprav neuspešni. Z vidika pacienta, ki pride na zdravljenje in pričakuje, da se njegov problem razreši, če mu povemo, da imajo v enem poskusu zdravljenja takšen procent verjetnosti, da bo postopek uspešen, bojo rekli, ali sem zelo bolan, da se me ne uspe pozdraviti, ali pa ti ne znajo opravljati svojega dela. Tako da v bistvu pa ni tako, ne. Tudi narava v enem, če gledamo žensko v enem njenem ciklusu, lahko doseže uspešnost v manj kot 20%, tako da smo pravzaprav zelo blizu uspehu, ki ga lahko pričakujemo tudi po naravni poti. Če pa gre seveda za težje oblike neplodnosti, potem pa seveda se ti, sicer res, da govorimo o odstotkih, kar je ljudem morda tuje, preveč morda operiramo z številkami in na ta način delujemo morda preveč tehnokratsko. Nam je pa to pomembno vedeti in na nek ta način poskušamo pacientom tudi povedati in jih pripraviti, kakšne možnosti v enem poskusu zdravljenja imajo, da bo morda treba poskusiti večkrat, da je treba biti vztrajen pri zdravljenju, da je treba zaupati zdravljenje ekipi, ki se bo z njimi ukvarjala. Tako to zaupanje med pacientom in med zdravstvenim osebjem je sila pomembno. Če vas nasplošno povprašam, dr. Borit Kovačič, po neplodnosti, je več, se povečuje, tudi vi opazite kar starim vzpon težav? V bistvu je težko reči, obstajajo študije, ki poskušajo dokazati, vemo, da se pač pojavljajo določeni vplivi iz okolja, predvsem uporaba določenih kemikalij, ki jih uporabljamo pri vsakdanjih izdelkih, za katere je dokazano, da imajo lahko vpliv na neplodnost, in študije poskušajo gledati nekje skozi daljše časovno obdobje, kar je v bistvu zelo težko dokazati. Torej, nastaviti eno takšno študijo za daljše časovno obdobje 50 let, glede na to, da se tehnologija in metode spreminjajo tako hitro, je težko. Je pa res, če gledamo pa z biološkega vidika, takrat, ko preidemo v obdobje spolne zrelosti, takrat narava pričakuje, da dosežemo tudi cilj starševstva. Spolno zreli smo nekje pri 16 do 18 letih, naše načrte za starševstvo pa premaknemo v pozna 30. leta. Torej, zaobidemo tale naravni koncept in seveda je potem potrebna pač pomoč. Iz tega vidika seveda se delež potreb oziroma prošenj za pomoč pri doseganju tega cilja jasno povečuje, in tako gledamo tudi letno v evropskem prostoru, se število teh postopkov vidno povečuje iz leta v leto. Nekje vsako leto cirka 5 do 6%, v nekaterih državah tudi 10% več od preteklega leta. Bi lahko povedali, kateri motilci, so tudi motilci hormonov, so najbolj problematični, ki pa so še vedno v vsakodnevni rabi? Da bi se temu izognili, kolikor se da? Teh motilcev je kar precej, vsako leto odkrivajo nove motilce. So pa zelo prikriti, ne? V tkanju. So pa prikriti, ne vemo, kje so. Pogosto so v embalaži, recimo bisfenol A je ena takšna substanca, ki jo najdemo tudi na blagajniških računih, najdemo jo v plastičnih steklenicah, najdemo jo tudi na čemerkoli in ta prikrito pride v naše telo.
Tudi raziskave naših sodelavcev so pokazali, da ima recimo prav ta bisfenol A. Gledali smo v eni raziskavi, kakšen je vpliv na kakovost semenskega izliva in dokazani so bili pač povezave med koncentracijo bisfenola A, najdenega v urinu moških in tudi kakovostjo njihovega semena. Kot zdravnik, vem, da se lotevate drugače stvari, ampak ali kdaj rečete tako zelo poljudno: vemo, a ne ukrepamo? Kot biolog. Ja, kako bi ukrepali v bistvu? Zdaj na področju medicine bi najprej morali ukrepati v smislu preventive. Oziroma to, kar zadnje čase zelo dosti govorimo, poskušamo preiti v zelen način življenja, kolikor nam to uspeva, nekako zdrav način življenja, vendar je to po eni strani težko, ne? Po drugi strani pa mislim, da je treba vseeno ljudi ozaveščati tudi o težavah, ki nastopajo pri tem. Torej, zdaj če ne govoriva samo o teh endokrinih motilcih, ampak nasploh o načrtovanju družine, ki bi naj bilo v zgodnejšem reproduktivnem oknu, pomeni, da bi morali bolj osveščati mlade o tem problemu in danes v našem strokovnem združenju, evropskem združenju, prihajamo do ugotovitve, da pravzaprav na področju reproduktivnega zdravja je družba precej vložila napora v osveščanju glede spolno prenosljivih bolezni, glede možnosti kontracepcije, pravzaprav pa tako rekoč nič glede omejenega reproduktivnega okna. In to je nekaj, kar bi moralo biti vključeno tudi v šolske sisteme pri mladih. Jasno, da mladi še ne načrtujejo morda družine, ampak poznavanje teh dejstev pa je pomembno. Omejeno reproduktivno okno, to bi moralo biti dejstvo, tako kot se zavedam procesa svojega telesa skozi leta, skozi različna obdobja, je prav, da bi tudi to okno poznali. Zakaj ga izpuščamo? Bilo je spuščeno, sploh predvsem to reproduktivno okno je nažalost pomembno samo pri ženski, pri moškem partnerju niti ne, medtem ko pri ženski pa ja. Zakaj? Gledano čisto iz biološkega vidika, ženska že pred rojstvom ima v sebi število jajčnih celic, ki je dokončno, in z njenim staranjem se to število zmanjšuje. Še ena težava je, da, zdaj, če greva malo na strokovni nivo, že pred rojstvom se začne delitev genetskega materiala v tako imenovano haploidno stanje, ki omogoča potem, da se združi ženski genetski material z moškim genetskim materialom, ampak ta postopek ne steče do konca. In kromosomi so priloženi drugemu, držijo jih med sabo proteini, ki so za to odgovorni, in ti proteini morajo delovati 20, 30, 40 let, po 40 letih popustijo. Zato so tudi kromosomske nepravilnosti ali genetske nepravilnosti jajčnih celic velik problem. Starejša kot je ženska, prvič ima manj jajčnih celic, ki dozorijo, pa še njihova kakovost je v bistvu vprašljiva. Zdaj, dejansko evolucijski biologi se sprašujejo, zakaj je pri človeku to tako. Najverjetneje ima tudi neko zaščitno vlogo, zakaj imajo mlade ženske 1/3 jajčnih celic okvarjenih, starejše ženske več kot 2/3 jajčnih celic kromosomsko okvarjenih. Ena od razlag je, da verjetno zaradi zelo visoke smrtnosti žensk pri rojevanju v predmoderno dobo je oblikovala žensko telo tudi tako, da je dala ženski možnost, da se tudi med enim in drugim porodom spočije. Zato tudi vse jajčne celice ne morejo rezultirati uspešne oploditve, razvoja zarodka. In to je tisto, kar v bistvu nas nekako strokovno pelje v to,
da moramo za uspešno zdravljenje priti do večjega števila jajčnih celic, ker je ta selekcija narave v prvih dneh zarodkovega razvoja izjemno visoka. In v optimalnih pogojih le polovica zarodkov uspe preživeti nekje do 5. dne. Tako da mi kot embriologi, naša glavna naloga je spremljanje tega razvoja na čim bolj neinvaziven način, torej želimo ohranjati zarodke kot žive entitete v našem laboratoriju, tako da nekako jih imamo kot naše paciente ali varovance. To je lepo slišati. Ja. Jih osebno. Kako doživljate? To je tudi razlika morda med drugimi medicinskimi laboratoriji. Pri nas delujemo z živimi celicami in naša odgovornost je pač ohranjati čim večji delež teh celic živih, kolikor se da, ampak prek nekih naravnih zakonov se pač ne da iti. Lepo je sicer delati pri tem, da spremljamo začetek življenja, začetek nastanka človeškega zarodka. Žal je pa tako, da smo priča pogosteje videti zastoj v razvoju zarodka in takšne so pač naravne zakonitosti. Tako kot se nam to dogaja v laboratoriju, tako je tudi v naravi. To je dokazano, da pravzaprav isti delež zarodkov se tudi po naravni poti zaustavi, ne pride do ugnezditve v maternici. Ženska sploh ne ve, da je prišlo do oploditve, zarodek se je morda samo začasno ugnezdil, vendar ni nadaljeval svojega razvoja in tega niti ni zaznala. V laboratoriju pa lahko vidimo, kako ta razvoj poteka in je to eden od ključev tudi uspešnosti zdravljenja neplodnosti. To smo si želeli videti oziroma priti do tega spoznanja, glede na to, da smo rekli, da polovica zarodkov zastane v razvoju najpogosteje nekje v 3. dnevu svojega razvoja, to lahko vidimo v laboratoriju. In če se odločimo zarodek prenesti v maternico, ko je ta star 5. dan, potem vemo, da je ta uspel preko teh kritičnih točk prilesti in da je bistveno bolj zdrav kot zarodek v zgodnejšem stadiju. 3 usodni dnevi. Za nas se nam zdi, da je vsak dan pomemben, tako spremljamo najprej, če gledamo cel postopek, najprej moramo priti do jajčnih celic. Za jajčno celico ne moramo vedeti, kakšen potencial nosi. Jajčne celice so zelo podobne drugi. Že isti dan moramo dodati semenčice, tako da šele naslednji dan, po 24 urah, lahko gledamo, ali je prišlo do združitve. Pravzaprav prihaja do združitve po dokaj naravni poti. Le v težkih oblikah moške neplodnosti se zna zgoditi, da semenčice bodisi nimajo svojih prepoznavnih mehanizmov za jajčno celico, se ne morejo na jajčno celico pripeti, ne morejo prodreti v jajčno celico, lahko pridejo v jajčno celico, pa jih jajčna celica ne sprejme. Tako da teh preprek je cel niz in nam je pač vsak dan pomemben, tako da vsak preskok ene od teh ovir je uspeh. Treba je pa pač to gledamo mi z našega vidika, z vidika pacienta, njih zanima rojstvo živega in zdravega otroka. 30 let nazaj mi je dejal ginekolog, vsaka 4. nosečnost ni uspešna. Kot na polju žit. Seme vsako ne vzklije, s tem je bila potolažena marsikatera mamica, takrat se o tem pa res ni govorilo in s tem je potem lažje tudi prenesla, če je prišlo do neuspešnosti, čeprav je bila zaželjena nosečnost. Kako vi sprejemate to svoje delo? Za rojstvo smo vedno rekli, da je čudež. Ga še vedno tako na nek način doživljate, čeprav je vaš pristop znanstveni, torej pristop biologa zelo znanstveno, ampak vseeno, je to še vedno čudež življenja,
So kakšne lise, kjer še vedno ne veste, kako, zakaj? Dali ste zelo dobro primerjavo z poljem, ne? Dejansko je tako, da tisto, kar sva že prej govorila, naša možnost je res, da videti, kakšen je ta osip v začetku, že najprej pri ocenjevanju samih semenčic, ne? 50% semenčic je negibljivih v semenskem izlivu. Že tukaj vidimo, se prepolovi. Prepolovi v povprečju, ponekod več, ponekod manj. Pri moškem to lahko vidimo, pri ženskih jajčnih celic tega ne moramo videti, ne moramo poseči v jajčno celico, da bi videli, kakšen je potencial. Kakšen je potencial. Potencial se da videti šele, ko pride do oploditve in ko spremljamo teh prvih nekaj dni razvoja. Ne? Ja, seveda se nam oči zasvetijo, ko vidimo, da je ta združitev bila uspešna in da prihaja do normalnega razvoja zarodka. Je pa res, da prej sva govorila o napredku tehnologije. Moram reči, da smo v zadnjih letih, vsaj embriologi, izredno navdušeni nad tehnologijo, ki nam omogoča, da ne da bi odpirali inkubatorje, imamo v inkubatorju kamero, ki spremlja razvoj zarodka, tako da zarodek in njegov razvoj delitve, zdaj govorimo pravzaprav o nekaj celicah, ne govorimo zdaj o zarodku, ki ima že oblikovane organe in tako. Torej, govorimo najprej o eni celici, 8 celic ima zarodek na 3. dan razvoja, res da doseže nekje okoli 100 in več celic na 5. dan razvoja, ampak v te delitve lahko spremljamo in tu vidimo številne zanimive stvari, ki jih prej z enkratnim pogledom na zarodek, ko smo gledali njegov razvoj, nismo opazili. Zdaj vidimo, da se celice nepravilno delijo, da se zarodek lahko tudi samo popravlja. Če ima nepravilne celice, jih lahko izloči in nadaljuje razvoj brez nepravilnih celic. Lahko poteka njegov razvoj normalno, pa se zgodi, da se celice naenkrat začnejo spajati, kar pomeni, da tudi kromosomsko postajajo nepravilne, ampak še vedno določen del zarodka je lahko nepravilen, določen del zarodka je lahko pravilen. V teh primerih ga je pravzaprav najbolje pustiti na miru in počakati, kaj bo dosegel pač v teh 5 dneh razvoja. Takrat pa je res, da naša naloga, da ocenimo vitalnost zarodka. Zdaj, kje je ta meja med zarodkom? Kdaj lahko rečemo, da je zarodek vitalen? Kdaj nima več možnosti za razvoj? Tu je treba imeti pač znanje, tu je treba imeti oblikovane kriterije, ki so strokovno postavljeni, zato smo veseli, če nam Evropsko združenje da smernice postaviti. V Sloveniji smo nekje postavili te meje zelo, zelo nizko, tako da pravzaprav tudi večinoma dajemo možnost zarodkom, dejansko čakamo do 5., 6. dne, maksimalno do 7. dne v laboratorijskih pogojih, da vidimo, ali oblikujejo lahko tisto zasnovo, iz katere se bo kasneje razvil plod. Še to moramo vedeti, da vse celice zarodka ne dajo plodu. Določene celice dajo posteljico, tako da ta delitev na tist segment celic, iz katerih se bo razvil plod, se zgodi 5. dan. In če vidimo to zasnovo, to je za nas kriterij vitalnosti zarodka. Žal številni zarodki tega ne uspejo. In ti zarodki pravzaprav prenehajo z delitvijo, pravimo, da so pravzaprav se zaustavili v razvoju in njihov razvoj je končan. Zelo veliko člankov, tudi strokovna revija z tega področja obstaja, znanstvena revija, ki je kar pomemben mejnik v delovanju, tudi organizacije, ki vi zdaj predsedujete po izvolitvi. Kot predsednik Evropskega združenja za humano reprodukcijo in embriologijo, profesor dr. Borut Kovačič, vizija, kaj lahko dosežemo ob teh omejitvah, ki jih narava sama postavlja? Tako je.
Ja, gledajte, Evropsko združenje je v svetu pravzaprav največje združenje na področju reproduktivne medicine in embriologije. Ima 9000 članov. Letno imamo letni kongres naših članov, kjer se pridružijo tudi zainteresirani iz drugih koncev sveta, tako da je to globalno gledano tudi največji kongres z 12 000 udeleženci. Na kongresu se seveda predstavijo raziskave na našem področju. Tisto, kar je pač z kliničnega vidika zdravljenja, za nas zanimivo so raziskave, ki so narejene na večjem številu dosedanjih kliničnih raziskav. Torej, ena raziskava za nas še ni merilo, da je nekaj varno, da lahko nekaj uporabimo na naši populaciji pacientov. Treba je počakati, da se nabere večje število takšnih raziskav, ki lahko bodisi potrdijo prednost nekega pristopa ali pa ovržejo prednost pristopa. Šele ko je določeno število teh raziskav na voljo, potem posebna interesna skupina znotraj našega združenja, imamo pa 14 takšnih interesnih skupin za vsako posamezno podpodročje, pregleda literaturo in da smernice za tretman, za zdravljenje. Tako da absolutno je pisanje smernic, sledenje raziskavam ena poglavitnih nalog združenja. Po drugi strani združenje ogromno vlaga v edukacijo, organizacija kongresa, organizacija manjših simpozijev, tudi takšnih, kjer lahko praktično določene metode ljudje prevzamejo. Poleg tega, tisto, kar je mene dvignilo na to mesto, je priprava izpita iz klinične embriologije. Tega v preteklosti ni bilo. Mi smo bili povabljeni v postopek zdravljenja neplodnosti kot raziskovalci. Zdaj danes, ker delujemo v rutinskem postopku zdravljenja, nimamo več funkcije raziskovalcev, ampak imamo funkcije medicinskih embriologov. To je naše primarno delo. Ampak za opravljanje takšne funkcije moraš imeti ustrezno znanje in to znanje mora nekdo preveriti. Zato je Slovenija bila nekje pohvaljena, da smo uspeli ta program specializacije iz medicinske embriologije vpeljati. Na ta način zagotovo dvigujemo nivo kakovosti znanja, posledično pa seveda tudi varnosti zdravljenja. Treba namreč vse te mehanizme, o katerih sva danes govorila, zelo, zelo natančno poznati. Tudi revija, takrat, ko sem jaz začel, je bila dejansko ena revija, danes je na 100 revij z 1000 člankov, ki vsak mesec izidejo. Veste, kakšen obseg znanja je to, ki ga je treba nekje znati preselekcionirati. Kaj nam lahko koristi, kaj lahko ponudimo, vse, kar pač najdemo, je treba najprej preizkusiti, temu pravimo validacija, preden to začnemo rutinsko uporabljati. Če bi si risala zdaj svetlejšo prihodnost, kje imamo še možnost napredka? Kot rečeno, dokler ne trčimo ob mejitve ali omejitve, ki jih narava sama po sebi ima. Kje se še kaže vrzel, ki jo lahko premostimo morda z vašim znanjem, raziskavami? Vrzeli so pravzaprav na čisto vseh področjih. Vse posod se nam zdi, da je treba, da imamo še možnosti pomagati. Torej, glejte, če gledamo reproduktivno medicino, najprej tukaj treba poznati reproduktivni trakt moškega, reproduktivni trakt ženske, delovanje tega trakta, fiziologija hormonov. Danes imamo hormonske terapije, da dobimo večje število jajčnih celic, kako te hormonske terapije delujejo. Tudi farmacevtska industrija izboljšuje svoje proizvode, tako da hormoni, ki smo jih uporabljali v preteklosti, niso imeli zadostne čistosti. Danes imamo rekombinantne hormone, s katerimi lahko dosežemo res visoko čistost in
pač ciljamo na tisto, kar želimo. Potem je tukaj spremljanje, to, kar sva že govorila, zarodkovega razvoja, precej stvari na molekularnem nivoju nam ni bilo jasno. To, kar danes delamo pri nas v Mariboru, je ugotavljanje metabolizma zarodka, torej ne želimo gledati zarodek sam, želimo vedeti, kaj zarodek izloča v svojo okolico in na osnovi njegovih izločkov ugotoviti, kakšna je njegova vitalnost. Govorimo čisto o molekularnih mehanizmih, tudi genetske tehnologije se razvijajo močno. Danes molekule nukleinskih kislin lahko določamo v gojišču in so to pomembni kazalci zarodkovega razvojnega potenciala. Potem so pa čist tehnologije, kot so ohranjanje fertilne sposobnosti. Tukaj trčimo tudi na onkološke paciente. Torej, vemo, da pri zdravljenju raka je potrebna kemoterapija, je potrebno obsevanje. Oba ta postopka lahko negativno vplivata na spolne celice in jih okvarita za večno. Tako da pred temi postopki je potrebno te celice ohraniti. Je pa problem, če še nimamo spolno zrelega osebka, recimo pri predpubertetnih dečkih. Torej, ali lahko prenesemo del tega reproduktivnega tkiva v laboratorij in v laboratoriju počakamo, da tkivo dozori. Dodajamo v gojišča določene faktorje, ki omogočajo razvoj spolnih celic. Danes se nam zdi to znanstvena fantastika, ampak tu so niše in morda bomo v prihodnosti lahko pomagali tudi tukaj. Družbeno-sociološko vprašanje imeti otroka seveda je za večino srednji del življenja tudi smisel, ko postaneš starš, da se nadaljuje, izpolnjuje življenje skoraj večine ljudi. Okolje dovolj podpira željo po otroku, po ustvarjanju, znanstveno-biološko reprodukciji. Koliko je dejansko okolje, zunaj, ki ga živimo, podprto? Glede na to, da je težav z neplodnostjo žal veliko, ne bom rekla vse večno, se ne želim plašiti, ampak so težave, torej ni gotovosti, da si lahko ustvarim družino, če si jo želim. Zakaj okolje ne pospremi te želje, da bi se hitreje uresničevala, da bi imelo več parov to možnost? To je zelo, zelo dobro vprašanje in tudi zelo aktualno vprašanje. Tudi sociologi delajo določene raziskave in gledajo, kaj se dogaja pri želji po starševstvu. Načeloma verjamemo, da je želja po starševstvu ena naravna želja. Nekje, če gledamo narava nekje teži k temu, da se razmnožuje. Za vsako vrsto je to pomembno, za ohranjanje. Vsako razmnoževanje pomeni tudi raznolikost. Raznolikost pomeni tudi možnost boljšega preživetja, tako da načeloma razmnoževanje je cilj vsake vrste. Ja, z modernim pristopom življenja in z vsemi možnostmi, ki nam modern način življenja pač omogoča, je tukaj zelo dosti izzivov v življenju in mladi želijo pač izkusiti vse, kar jim je ponujeno. Spomnim se ene od raziskav, mislim, da je delala profesor Uletova, ali pa vsaj omenila jo je sociologinja. Spremljali so namreč željo po starševstvu z starostjo posameznikov v različnih evropskih državah in v teh tradicionalnih državah, kjer vemo, da je podprta družina, recimo Italija, tam je nekako z višanjem starosti se višala tudi želja po starševstvu. Večina zahodnih družb ima nekako nizko krivuljo, tam nekje do 40. leta, šele po 40. letu, ko se je izživelo mladost, podaljšano mladost, se pa pojavi ta osnovna naravna želja še po starševstvu. Žal imamo takrat zelo, zelo malo možnosti, da to željo potem tudi realiziramo.
Zdaj se pa znova postavlja vprašanje in velik izziv, kako to, kar mi vemo, prenesti mlajšim, da bi razumeli. Ker potem, ko je prepozno, veliko je takšnih zgodb, tudi k vam pridajo, kaj ne? Tako je, ja. Z obžalovanjem, ko bi vedeli. Zato je pa morda edina pot dejansko govoriti o tem omejenem reproduktivnem oknu. To se mi zdi pa zelo tehtno in da se začnejo spraševati. Dejansko moramo o tem govoriti že v šolskem sistemu, ampak so pa potrebne kampanje in tukaj mislim, da boste mediji tudi igrali pomembno vlogo, tako da že ta današnja oddaja je zelo dobrodošla pri osveščanju mladih. Tudi učne ure biologije po šolah. Imamo omejen čas. Tako. Če pogledamo, spet bova govorila o številkah, kar je nekako tuje, ampak morda pa vseeno ta številka nekaj pove. Torej, če rečemo, da imamo okoli 10 let tistega optimalnega reproduktivnega okna, tam nekje od 25. do 35. leta ali pa do 40. 15 let, vsako leto 12 mesecev, v vsakem mesecu dozori ena jajčna celica. En dan je usoden. Pravzaprav imamo v našem reproduktivnem oknu, žensko gledano, okoli 200 dni, ki nam jih je narava namenila, da to ustvarimo. Govorila sva, da je skoraj polovica jajčnih celic pa kromosomsko nenormalnih. To pomeni, da se ta številka 200 razpolovi na 100. Poglejmo, če pridemo k zdravniku pri 40 letih, ko imamo večino svojih jajčnih celic okvarjenih, koliko pravzaprav po naravni poti še lahko imamo dni, v katerih smo sposobni spočeti otroka. Na srečo medicina lahko tu pomaga z hormonskimi preparati, s katerimi pač spodbudimo k zorenju večje število jajčnih celic, če so te v jajčniku še na voljo. Proti koncu reproduktivnega okna tudi teh ni več. Tako da z hormonsko terapijo višamo možnost za uspeh v enem samem poskusu, ker pač poskušamo priti do večjega števila zrelih in zdravih jajčnih celic. To so te številke, ki jih pač mi v stroki poznamo, ljudje pa jih ne poznajo. In bilo bi dobro, da jih vejo. Ker človek je pač takšno bitje, da se kar usidra v neki svoji udobnosti in se mu zdi, da do nadaljnega lahko. Če bo želel, bo lahko, ker se pač teh dejstev ne zavedate svoje omejenosti. Tudi vprašanje mladih. In hitrega upada vitalnosti. Ja. Zdaj mladi morda ne razmišljajo toliko o družini, pogosto odgovor je neodgovorno imeti danes otroke v današnjem svetu, poglejte, kaj nam preti. Ja, morda je res, da v preteklosti mlajša generacija znala bolj načrtovati svoje življenje ali pa je imela svoje življenjske cilje. Zdaj nekako o teh resnih življenjskih ciljih morda ne govorimo ali pa pri mladih niso toliko prisotni. Radi bi potovali, radi bi študirali, radi bi se zabavali, imajo dovolj časa in mislijo, da imajo dovolj časa. In potem pride vprašanje, kje bomo pa živeli. Rekli smo, najprej mora biti dom ustvarjen, da potem lahko načrtujem družino. Tega klasičnega načina razmišljanja praktično danes ni več. Še profesor dr. Borut Kovačič, biolog po svoji profesiji, strokovnosti, zdaj predsedujete Evropskemu združenju za humano reprodukcijo in embriologijo in to predsedstvo je za koliko, 2-4 leta, kolikšen je mandat? V bistvu je tako, da smo 3 predsedniki, eden je izbran predsednik, eden je tekoč predsednik in eden je pretekli predsednik, tako da v bistvu vsak ima 2-letni mandat. Je pa to pravzaprav predsedstvo 3 predsednikov in delujejo istočasno vsi. Skupaj mandat je 6 let. Še ena posebnost je tega našega združenja, da vsak
naslednji mandat se zamenjata ginekolog in embriolog. Tako da v enem 6-letnem mandatu imamo 2 ginekologa in enega embriologa, v naslednjem pa 2 embriologa, torej izmenično embriolog in ginekolog nastopata pri tem. 6 let pa skupen mandat. Smem vprašati, zakaj? Kakšen je razlog? Tako je nastavil oče prvega otroka, Bob Edwards, leta 1984 in nastavil je pravzaprav zelo dobre temelje temu združenju, ki se je zelo obrestovalo. Embriolog v bistvu niti ne embriolog, ampak mogoče uradno to scientist, znanstvenik, zaradi tega, ker je velik poudarek na razvoju in raziskavah. Ginekolog je vseeno usmerjen bolj na zdravljenje, medtem ko računalo se je, da so biologi pa tisti, ki pomagajo razumevati fiziologijo reprodukcije človeka in zgodnjega embrionalnega razvoja in tudi spolnih celic, istočasno pa tudi pomagajo razviti metodologijo za zdravljenje. Tako da ta kombinacija je bila zmagovita kombinacija, in jo ohranjamo še naprej. Prav je, da se dotakneva še družbene etike. Zelo je pomembna pri omenjeni organizaciji oziroma združenju. Ja, tudi ena od posebnih interesnih skupin je izključno namenjena etičnim vprašanjem. Moram reči, da se kar pogosto zatekamo k tej naši interesni skupini in jih povprašamo za mnenje, tako da Evropsko združenje tudi pri novih raziskavah publicira stališče etične komisije. To so nekako vseeno eni okviri etikov, ki nam dajo ene širše okvirje, dokot lahko gremo. Ali pa kje je morda nekaj, kar je treba pa vseeno narediti korak nazaj. Pred leti smo dosti govorili o embrionalnih matičnih celicah, ki izvirajo iz zarodka in takrat se je precej govorilo, da bodo te celice služile tudi v regenerativni medicini. Tu se je pojavljalo etično vprašanje, iz katerih zarodkov bomo dobili te matične celice. Danes pravzaprav se je vseeno razvoj je šel v druge matične celice, ne embrionalne matične celice, tako da tu je bil narejen korak nazaj. Treba je včasih res narediti tudi korak nazaj. Se pogovarjamo tudi poljudno, kot se vam zahvaljujem, da sledite tej moji liniji pogovora, počasi razložite stvari, da jih razumemo, tudi mi, ki smo popolni nestrokovnjaki z tega področja. Se vam zdi, da se o tem veliko premalo govori in zato so ta vprašanja lahko zelo težka, pretežka in jih družba ne zmore in potem samo zastopamo stališča za ali proti. Kar je pravzaprav takšna stališča sem za ali proti nikoli ne dajo. Srednja pot je običajno tista pravšnja, ne? Ja, nekih dobrih odgovorov takšna stališča tako skrajna ne dajo oziroma redko. Ja, dejansko se je treba pogovarjati v stroki, ampak tako kot smo rekli, stroka ni samo naša stroka niso samo ginekologi in embriologi. Tukaj govorimo o multidisciplinarni dejavnosti in moram reči, da so tudi pravniki izredno pomembna veja. Sociologi, psihologi, vse to vpliva na življenje kot celoto. Moramo slišati mnenje tudi ostalih, kaj menijo o tem, torej sploh pri tej dejavnosti osveščanja. Sociologi, psihologi morda vejo več, kot vemo mi. Mi smo tisti, ki naletimo na težavo in o tej težavi poročamo. Iskati razloge oziroma možnosti, kako spreminjati družbo, pa pravzaprav ni naloga zdravstvenega osebja, ampak bolj sociologov. Bom kar prebrala, kar so mi poslali v opis, predvsem vaših projektov. S strokovnim znanjem organizacija, torej Evropsko združenje za humano reprodukcijo in embriologijo, pomaga pri oblikovanju evropske zakonodaje na tem področju, vzpostavljanju širše družbene klime, ki podpira starševstvo. Ja, v času, ko se je začelo razvijati postopke, torej najprej bi morda
rekli tako, postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo, zakaj je to metoda, ki jo pogosto uporabljamo pri zdravljenju neplodnosti. Treba je reči, da je to skrajna metoda, ki pride na vrsto kot zadnja pri zdravljenju. Je pa res, da je pa to najuspešnejša metoda. Zdaj, če bi mi imeli dovolj časa, da gremo na metode, kot so planiranje ciklusa, dajemo hormone, spremljamo, kako rastejo jajčni mešički v jajčnikih, spremljamo to na ultrazvoku, pomagamo določiti tiste optimalne plodne dneve. To je najenostavnejša metoda. Žal je ta metoda najmanj uspešna. Tako da na koncu pridemo dejansko do te metode, ki je nekoč veljala kot tabu, zdaj danes o tej govorimo, družba jo je sprejela, tudi oče prvega otroka iz epruvete je dobil Nobelovo nagrado, moram reči, da je to nekako tudi postavilo našo reproduktivno medicino in te oblike zdravljenja v družbeno sprejemljivo obliko. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je neplodnost prepoznala kot bolezensko stanje ženskega in moškega reproduktivnega traka in zapisala, da imajo ljudje, ki se s temi težavami srečajo, pravico do zdravljenja. To so eni osnovni temelji, na osnovi katerih lahko potem tudi gradimo nadalje zakonodajo. In leta 2000 smo pri nas v slovenskem prostoru sprejeli zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki je v bistvu semikonzervativen zakon. Mi smo zelo veseli, da še danes vidimo, da je zelo dobro napisan zakon, ki nam daje jasne okvire, kaj lahko počnemo. Je pa res, da je kasneje potem bil je morda na določenih mestih nekoliko prestrog, ampak za tisti čas kar pravilno. Kasneje je nastopila evropska zakonodaja o kakovosti in varnosti človeških celic in tkiv, ki jih uporabljamo pri zdravljenju. To je zelo dobra zakonodaja. Mi imamo enkrat na 2 leti inšpekcijo strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, ki pride k nam v naš center pregledati, kako delamo, pregledati, ali sledimo tej zakonodaji, ali imamo sledljivost. Vsi materiali, ki pridejo v kontakt z celicami in tkivi, morajo biti popisani. Torej vse aparature, ki jih uporabljamo, morajo biti kalibrirane strani pravih služb, vsa dokumentacija mora biti na voljo. V letošnjem letu so se te direktive spremenile še v regulativo, to je na evropskem nivoju nekaj več kot je direktiva. Dejansko je to zaveza vseh članic Evropske unije, da sledijo tem smernicam, kako zagotoviti najvišjo možno varnost in kakovost teh bioloških tkiv, ki služijo pri zdravljenju oziroma ki jih nekako vnašamo v človeško telo z različnimi nameni. Tudi mleko, ki ga uporabljamo pri dojenju, je zdaj dobilo status substance človeškega izvora in sodi tudi v isto kategorijo. Zdaj, seveda, Evropsko združenje je bilo pozvano, da tudi svoje mišljenje pomaga s tem svojimi stališči, pomaga oblikovati to zakonodajo in tu smo bili zelo aktivni. Tudi moram reči, da smo preko naših nacionalnih predstavnikov ravno iz Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke uspeli oblikovati to trenutno zakonodajo. Svoje prispevajmo še vsak od nas, kako govorimo o rojstvu, o starševstvu. To zagotovo tudi nekaj vsaj pripomore k družbeni klimi, k temu, da potem zanamci radi sledijo nam, da si tudi želijo starševstva otrok. Lani je bilo rojenih približno 17,000 otrok. Kakšna je že številka lani rojenih? Koliko pa z vašo pomočjo, lahko še celo to vprašam?
Torej, tisto, kar je za nas pomembno, je register postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Tega si zelo, zelo prizadevamo vpeljati tudi v Sloveniji. Sicer pa je Slovenija bila prepoznana kot država, ki želi imeti register, ki je začela delati na tem registru z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Upam, da bomo tako tudi nadaljevali. Zato smo bili povabljeni kot pilotska država, ki testira evropski register, ki ga ravno znotraj našega evropskega združenja zdaj razvijamo. Zakaj je register pomemben? Zato, ker nam daje te številke. In iz registra vsi podatki, ki so v tem registru, so anonimni podatki. Ni možno prepoznati pacienta samega, posameznika. Je pa ta baza podatkov izredno pomembna, da vidimo, kakšni so trendi, kje je treba pravočasno pristopiti. In lahko nam ponudijo tudi te številke, o katerih ste vprašali. Zdaj, letno v evropskih državah, ne govorimo o Evropski uniji, ampak o Evropi, se rodi več kot 200 000 otrok iz postopkov izventelesne oploditve. Torej, odkar spremljamo podatke, se je rodilo nekje po naših ocenah več kot 3 milijone otrok v Evropi. Število teh postopkov vsako leto narašča za 7%. Pri nas v Sloveniji se letno rodi več kot 1000 otrok. Če to preračunamo v šolske razrede, potem je to približno 40 šolskih razredov otrok. In v Evropi je 1 do 6% vseh otrok rojenih iz postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. V določenih državah več kot 5%, torej 5 evropskih držav ima že več kot 5% otrok rojenih iz postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Hvala za pogovor in vaša zelo poljudna pojasnila, da smo jih razumeli in se zavedali omejenosti tega, da smo starši. Ta glas upam, da bomo uspešno prenesli tudi naprej med mlajše. So zdaj na tem, da se odločijo za starševstvo. Ste vodja Mariborskega laboratorija za reproduktivno biologijo, profesor dr. Borut Kovačič, in zdaj izvoljeni za predsednika Evropskega združenja za humano reprodukcijo in embriologijo. Ja, še enkrat, jaz upam, da nisva poslušalce preveč strašila za temi številkami, ampak tako kot sva nekako zastavila, mislim, da je osveščanje najpomembnejši cilj tudi morda te današnje oddaje in upam, da sva to tudi uspela doseči. Hvala za pogovor, profesor dr. Borut Kovačič, in za vaš obisk iz Maribora, našega ljubljanskega studia. Uspešno delo. Hvala vam. Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva.